Prav lepo pozdravljeni, spoštovane gospe in spoštovani gospodje, udeleženci letnega posveta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na katerem izmenjujemo teorije in prakse na področjih, ki se dotikajo izobraževanja odraslih v naši državi in tudi širše. Priprava resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2021 do 2030 je ta teden zaključila fazo medsektorskega usklajevanja. Ravnokar minevata 2 leti od začetka dela, ko smo na letnem posvetu leta 2019 začrtali smernice za resolucijo o nacionalnem programu za naslednje obdobje, ki smo jih potem z ministrstvi in deležniki nadgrajevali, usklajevali. Tako da v tem trenutku hvala vsem za konstruktivno sodelovanje. Več o samem procesu bo v drugem delu prispevka povedala kolegica Ema. Zaradi znanih okoliščin povezanih s COVID-19 se je priprava dokumenta nekoliko zavlekla. Obenem pa so na pripravo vplivale aktivnosti vezane na program Evropske unije za okrevanje gospodarstva, ki med drugim vključujejo tudi celoten izobraževalni sektor. Ta načrt za okrevanje in odpornost je definiral reforme in naložbene ukrepe, ki so za naš program tudi pomembne. To so zeleni prehod, digitalna preobrazba, pametna, trajnostna in vključujoča rast in nadalje tudi zdravstvo in socialna varnost. Te usmeritve vplivajo na načrtovanje podsistemov, tudi izobraževalnega, v okviru katerega ima uresničevanje koncepta vseživljenjskega učenja izjemno pomembno vlogo. Vključili smo jih v nacionalni program, seveda v okviru možnosti oziroma zakonsko začrtanega dometa. Navkljub vsemu povedanemu, navkljub oviram, ki smo jim bili priča v teh 2 letih, ocenjujemo, da bomo sprejem novega nacionalnega programa časovno uskladili z začetkom izvajanja predvidenih ukrepov za okrevanje in odpornost Evrope in tudi z ukrepi nove evropske kohezijske politike. V svojem prispevku v nadaljevanju bom strnila nekatere okvire, iz katerih so sodelujoča ministrstva izhajala pri pripravi vizije, ciljev, prednostnih ciljnih skupin, tudi prednostnih področij in ukrepov v nacionalnem programu. Zato, da uresničujemo javni interes na področju izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji. Ministrstva so pri pripravi upoštevala načela in cilje javnega interesa na področju izobraževanja odraslih, ki so določeni v Zakonu o izobraževanju odraslih in jih bodo vključila v svoje politike in programe, za katere so odgovorna. Tako kot na posvetu leta 2019, tudi danes poudarjam, da so cilji nacionalnega programa do leta 2030 tesno povezani z drugimi državnimi strateškimi dokumenti, se medsebojno nadgrajujejo in dopolnjujejo. Za doseganje osrednjega cilja strategije razvoja Slovenije 2030, kakovostno življenje za vse, je na glavnem mestu strateška usmeritev učenje za in skozi vse življenje, saj vpliva na uresničevanje ostalih 4 usmeritev. Načini doseganja te usmeritve, učenje za in skozi vse življenje, so povezani s cilji v ostalih strateških dokumentih, ki vključujejo vzgojo in izobraževanje, kot enega največjih družbenih podsistemov. Ti dokumenti pa so tako Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
strategija višjega strokovnega izobraževanja do leta 30, ta resolucija o nacionalnem programu, strategija dolgožive družbe, strategija pametne specializacije, strategija bralne pismenosti in morda še katera. Pripravljalci smo oblikovali vizijo nacionalnega programa izobraževanja odraslih, to je, da imajo odrasli prebivalci Slovenije v vseh življenjskih obdobjih enake možnosti in spodbude za kakovostno učenje in izobraževanje, za svoj celostni razvoj in sonaravno bivanje. Po razpravah ali na podlagi razprav smo zastavili cilje resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih, ki se bodo uresničevali v okviru prednostnih področij in ukrepov vključenih ministrstev. To so povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, zvišati raven temeljnih zmožnosti in izboljšati splošno izobraženost odraslih, zvišati izobrazbeno raven odraslih, povečati usposobljenost prebivalstva za odzivanje na potrebe trga dela, okrepiti razvoj in raziskave na področju ter izboljšati in okrepiti dejavnosti v podporo. Že pred korona krizo smo lahko sledili napovedim, da bo tekom tega desetletja prišlo do prepleta vplivov digitalne preobrazbe s prehodom v 4. industrijsko revolucijo, do demografskih sprememb in do prehoda v nizkoogljično družbo ter skrbi za trajnostni razvoj. To so tako imenovani megatrendi, ki pogojujejo svetovno gospodarstvo in druge podsisteme, tudi izobraževalnega. Nove tehnologije še nikoli doslej niso tako močno in tako hitro vplivale na družbene spremembe in zlasti spreminjale navade ljudi in tudi naša življenja. Digitalna preobrazba s prehodom v 4. industrijsko revolucijo je eden od ključev za dvig blaginje. Zato je prav, da vemo, kaj je ključno za načrtovanje izobraževanja odraslih in to z vidika sistemskega in normativnega urejanja področja na eni strani, na drugi strani pa z vidika razvoja, implementacije, financiranja, upravljanja in podobno. Pri načrtovanju izobraževanja odraslih v prihodnjih letih je potrebno upoštevati, da se intenziven prehod v industrijo 4.0 pričakuje pravzaprav že pred sredino tega desetletja. Ocene kažejo, da bo ogroženih približno 26 ali celo več odstotkov obstoječih delovnih mest. Slovenija pri tem seveda ni izjema. Upoštevati je potrebno tudi to, da vztrajanje na obstoječih, na eni strani proizvodnih in poslovnih modelih, pa tudi na ustaljenih, lahko rečemo rigidnih izobraževalnih modelih, tudi v izobraževanju odraslih, bo postalo izjemno tvegano. Digitalna znanja in spretnosti odraslih, tudi zaposlenih, se postopoma zvišujejo, a ostajajo v mednarodni primerjavi relativno nizka in upočasnjujejo digitalno preobrazbo družbe ter gospodarstva. Težave pa seveda se kažejo tudi pri uporabi rešitev e-uprave. Digitalna preobrazba je velik izziv. Zato ga želim posebej izpostavljam povezati s tem, da bi morali v vseh sredinah čim prej in čim hitreje ozavestiti, da je raven dosežene besedilne spretnosti in matematične spretnosti pogoj za pridobivanje ostalih kompetenc, tudi spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih, vključno z digitalnimi spretnostmi. S temi vprašanji se ukvarja prav Andragoški center Republike Slovenije. V prihodnje bo potrebno vprašanjem nameniti še več prostora.
Posledično bodo imele razvite digitalne spretnosti na osnovi ukrepov tega nacionalnega programa pozitiven vpliv na digitalno preobrazbo. Nadalje omenjam digitalne spremembe, demografske spremembe. Starostna struktura prebivalstva v Sloveniji se spreminja. Družba postaja dolgoživa, pričakovano trajanje življenja se podaljšuje, delež starejših od 65 let pa strmo narašča. V prihodnjih letih bodo ti trendi še izrazitejši, zato je v ukrepih resolucije potreben poudarek na podpori izobraževanju in učenju starejših zaposlenih, tistih, ki so pred upokojitvijo, se pravi na predupokojitvenih programih, poudarek na mentorstvu, na mentorskih shemah zaradi prenosa znanja na mlajše generacije. Izobraževanje za osebe v 3. življenjskem obdobju je več kot nujno. O trajnostnem razvoju je bilo in skrbi za okolje je bilo v predhodnih prispevkih že veliko povedanega in to zelo podrobno. Zato se teh vprašanj sedaj in te problematike ne bom dotikala, so pa pomembno vkomponirana v vsa prednostna področja pričujočega nacionalnega programa. Tehnološki razvoj, demografske spremembe bodo imele tudi vse večji vpliv, posledično na dogajanja na trgu dela. Povečalo se bo povpraševanje po pridobivanju novega znanja, usposabljanju, dokvalifikacijah in prekvalifikacijah, na pridobivanju novih kompetenc ter prilagajanju delovnih mest starejšim delavcem. Napovedi potreb in napovedi samih potreb kažejo povečanje povpraševanja na eni strani po visoko izobraženem kadru, nekoliko nižje bo povpraševanje posrednje izobraženih, znatno pa se bo zmanjšalo zanimanje za manj izobražene. Ministrstva, ki so vključena v uresničevanje tega nacionalnega programa, na ta vprašanja seveda v svojih ukrepih odgovarjajo in se ustrezno odzivajo. Poglejmo, kje smo v Sloveniji, če se osredotočimo na spretnosti. Vprašanje je nedvomno aktualno in tudi pereče. Raziskava PIAAC iz leta 2016 je merila temeljne spretnosti odraslih. Kot vemo, so spretnosti, skillsi, tiste izmed temeljnih zmožnosti, ki jih je mogoče meriti. To so besedilne spretnosti, matematične spretnosti in spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih. Te spretnosti so bistvene za delovanje v sodobnem svetu in za opravljanje ter reševanje nalog, ki jih morajo odrasli reševati v različnih, vsakodnevnih življenjskih kontekstih. Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih podrobneje razlaga stanje v Sloveniji, zato mi dovolite, da na tem mestu poudarim le delček, ki osvetljuje naše prihodnje začrtane naloge. Zaradi pomanjkanja temeljnih spretnosti pri znatnem deležu prebivalcev z nižjimi stopnjami izobrazbe je potrebno v prihodnje ustrezno uravnavati politiko izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja odraslih, tako da bo odgovarjala na potrebe dela in razvoja slehernega posameznika in družbe. Besedilne spretnosti so med odraslimi nižje kot v povprečju držav OECD
in sicer v vseh izobrazbenih in starostnih skupinah, predvsem pri starejših in nižje izobraženih. Tudi razlike, pokazale so se tudi razlike vezane na spol. Ženske so dosegle boljše dosežke pri besedilnih, moški pa pri matematičnih spretnostih. Na razvitost posameznikovih spretnosti še naprej v Sloveniji še naprej močneje in bolj kot v drugih državah OECD vpliva dosežena izobrazba staršev. Lahko govorimo v tem primeru o medgeneracijskem prenosu prikrajšanosti. Zaradi zmanjšanja zaostankov so nujno potrebni dolgosežnejši ukrepi in strategije. Se pravi, tudi podredni načrti na podlagi obstoječega nacionalnega programa, ki se celostno spopadajo s tem izzivom, ki ostaja v naši državi žal še vedno podcenjen. Za naprej nacionalni program poudarja krepitev razvoja na tem področju, razvoj kakovosti, tudi skrb za sistemsko ureditev vprašanj pri izvajalcih, zaradi skrbi za njihovo stabilnost in pogojev za njihovo delovanje, ker brez infrastrukture in utrditve izvajalcev, njihovega statusa in položaja, seveda tudi ne moremo pričakovati hitrejšega napredka. Resolucija poudarja tudi pomen animiranja, informiranja, motiviranja ter proaktivnega, seveda, sodelovanja, medsektorskega sodelovanja in socialnega dialoga. Nacionalni program izobraževanja odraslih je strategija, ki predstavlja dolgoročen načrt dejanj vključenih ministrstev, ki so potrebna za to, da se stanje izboljša, zato da dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili. Pred seboj imamo drsnico, na kateri so nanizana področja, v okviru katerih smo pripravljalci nacionalnega programa identificirali izzive oziroma probleme. Bolj podrobno so problemi opisani v besedilu nacionalnega programa. Osnova so bile analize uresničevanja predhodne resolucije, statistični podatki, rezultati PIAK-a, različna mednarodna poročila o Sloveniji, drugi dokumenti in analize. Izzive na posameznem področju lahko razumemo kot nerešene naloge ali jih razumemo kot nezaželen položaj. Na tej podlagi smo v sodelovanju z ministrstvi in drugimi deležniki v okviru številnih razprav oblikovali cilje, področja, ki so prednostna, ukrepe na državni ravni in ti nakazujejo rešitve problemov, tudi na področju, ki je bilo omenjeno danes v predhodnih prispevkih, to je sistemske in normativne ureditve, izrednega izobraževanja v srednjih šolah, ki je eden od trenutno nerešenih področij. Nadalje, poti do stopnje razvitosti in izobraženosti, ki jo pričakujemo do leta 2030. Nadalje tudi poti do doseganja kazalnikov, o katerih bo več v nadaljevanju spregovorila kolegica Ema. Trdno sem prepričana, da smo sedaj s tretjim nacionalnim programom izobraževanja odraslih v Sloveniji na svojevrstni prelomnici. Imamo priložnost, da se organiziramo tako, da se bomo problemov lotili in jih reševali na bolj sistematičen, povezovalen in tudi strukturiran način. V nasprotnem primeru je malo možnosti ali slaba popotnica, da bi bili pri reševanju problemov in doseganju zastavljenih ciljev učinkoviti
ali pri večini njih. Stanje namreč zgovorno nakazuje, da je potrebno na vseh področjih izobraževanja odraslih na različnih ravneh v okviru politik še veliko postoriti, na kar opozarjata na eni strani strokovni svet za izobraževanje odraslih, na drugi pa ekonomsko-socialni svet te države. In kje smo trenutno v Sloveniji, če se osredotočimo na izobrazbo? Izobrazbena sestava prebivalcev Slovenije se je v zadnjih 2 desetletjih izboljšala in je v mednarodni primerjavi dobra. Iz prosojnice je razviden napredek med letoma 2011 in 2019 pri prebivalcih starih 15 let in več. Javna služba v izobraževanju odraslih bo seveda v prihodnje morala več truda vložiti v delo skupino prebivalcev brez ali s končano osnovno šolo, da ti odrasli pridobijo prvi poklic ali ustrezne splošne in poklicne kompetence za življenje in delo. Da je potrebno še veliko dela, vidimo že s tem, če pogledamo številke. Vzemimo primer, v starosti od 25 do 49 let imamo prebivalcev z nedokončano osnovnošolsko izobrazbo, več kot 5500, z osnovnošolsko izobrazbo pa več kot 56 000. Obenem naj povem, da je delež nizko izobraženih mladih v starosti od 18 do 24 let, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, pod povprečjem Evropske unije. Glede izobrazbe je pozitivno tudi, da je delež prebivalcev z zaključeno srednješolsko izobrazbo in več v starosti od 25 do 64 let nad povprečjem držav Evropske unije. Na drsnici sem pozabila napisati vir. Vir je Education at a Glance leto 2020. Prav tako je po Eurostatu delež prebivalcev v starosti od 30 do 34 let z dokončano terciarno izobrazbo nad povprečjem držav Evropske unije. Slovenija je naredila velik napredek med letoma 2011 in 2020. O vključenosti odraslih v različne oblike vseživljenjskega učenja v zadnjem obdobju veliko govorimo in veliko razpravljamo. To pa zato, ker se je v Sloveniji vključenost v vseživljenjsko učenje v zadnjem desetletju precej znižala. Dodatno med epidemijo COVID-19, kar negativno vpliva na zaposlitvene možnosti ter prilagajanje odraslih na spremembe na delovnem mestu in v družbi. S padcem vključenosti v letu 2020 je Slovenija pristala pod povprečjem držav Evropske unije, obenem smo tudi pod pričakovanji in zastavljenim ciljem, ki smo si ga zastavili v prejšnji resoluciji. To je 19% vključenost. Vključenost odraslih v izobraževanje seveda zaobjema in je v tesni povezavi z različnimi vidiki, kot so psihološki, sociološki, organizacijsko-pedagoški, ekonomski, socialni in še kateri. Vsi ti različni vidiki na svoj način spodbujajo odrasle, da se vključujejo v organizirano, formalno ali neformalno izobraževanje ali pa zavirajo.
Zakaj v Sloveniji vključenost pada? Je seveda izjemno zahtevno vprašanje, ki terja globlji pogled oziroma raziskavo tega problema. Dalje si poglejmo še vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje v starosti od 25 do 64 let po izobrazbi. Podatek je zaskrbljujoč, saj kaže, da je v Sloveniji med letoma 2010 in 2019 vključenost padla. Zlasti še med tistimi prebivalci, ki so brez izobrazbe, in tistimi, ki imajo nižje ravni izobrazbe. Skupaj znaša padec v tem obdobju za 5,2 odstotni točki. Povprečje Evropske unije pa kaže na porast domala pri vseh ravneh izobrazbe. Skupni porast med letoma pa znaša 1,5 odstotne točke. Gibanje vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje lahko spremljamo tudi glede na starost. Ta kaže, da je v Sloveniji v desetletnem obdobju pri vseh starostnih skupinah vključenost padla. Povprečje držav Evropske unije pa kaže na rast vključenosti pri vseh starostnih skupinah. Pri pripravi dokumenta smo si ogledali tudi podatke o vključenosti glede na status odraslih in tudi na spol. Tega pa seveda v tej predstavitvi na tem mestu ne predstavljam, ker bi bilo pravzaprav teh podatkov preveč. Na koncu bi izpostavila, da je resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih 2021 do 2030 absolutno usklajena z drugimi razvojnimi cilji Slovenije. V prispevku se vseh teh kompleksnih vprašanj seveda ne morem dotakniti. Bo pa kolegica Ema predstavila več. Obenem morda le to v informacijo, da je tudi analiza ekonomskega stebra socialnih pravic za Slovenijo za obdobje 2000 do 2020, ki jo je pripravil UMAR, povedala, da je za vključujočo, dolgoživo, medgeneracijsko in kulturno inkluzivno družbo vseživljenjskega učenja treba okrepiti kulturo vseživljenjskega učenja v širši družbi, razširiti programe neformalnega učenja za vse, tudi starejše, in povečati dostopnost izobraževanja zlasti prebivalcem na podeželju, s čimer se lahko na novo osmisli tudi njihov družbeni položaj. Usklajenost je tudi v tem, da bo glede na vse obstoječe kazalnike v Sloveniji treba najmanj izrazito povečati izdatke za izobraževanje odraslih, okrepiti kulturo medgeneracijskega in vseživljenjskega učenja, razviti nove programe izobraževanja in usposabljanja za življenje in delo v spreminjajoči se družbi in na trgu dela, ter povečati dostopnost izobraževanja za vse družbene skupine s posebnim poudarkom na priseljencih in drugih manj zastopanih skupinah. S tem tudi zaključujem svojo predstavitev. V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati v timu pripravljavcev 3. nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji. Predlog resolucije o nacionalnem programu je rezultat dobrega sodelovanja z vsemi vključenimi ministrstvi, Andragoškim centrom Republike Slovenije, Centrom za poklicno izobraževanje in mnogimi drugimi predstavniki deležnikov in stroke. Hvala vsem. Zdaj pa predajam besedo
kolegici, gospe Emi Perme, vam pa želim vse dobro in vas lepo pozdravljam. Ja, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. S tehniko je pač tako, da nas malce zabava. Jaz zdaj upam, da vidite moj ekran, ki ga vidim tudi jaz. Hvala kolegici za uvod oziroma za celostno predstavitev tega dela. Tako kot je obljubila moj delček, jaz upam, da bo krajši, pa vendarle pomemben sprehod in dodatek k temu, kar smo počeli in kar nas je pripeljalo zdaj do predloga resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2021-2030, ki je, tako bomo rekli, v procesu v zadnjih črtah izdelave in potem posredovanja naprej Vladi Republike Slovenije v obravnavo in v sprejem Državnemu zboru. Torej, mogoče samo točke za začetek, česa se bom dotaknila, najprej procesa, na katerem smo pravzaprav gradili vsa ta leta. Ob tej priložnosti se zahvaljujem seveda tistim vsem prvim, ki ste sodelovali pri nastanku prve resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih. Se je bila to pravzaprav tako pionirsko delo, ki nam je začrtalo podlage za vse naše nadaljne dopolnitve. Torej, obstoječe izkušnje so nam pomagale, da smo nadaljevali delo. Hkrati imamo opredeljene zakonske podlage, ki pišejo jasne črte, kaj naj bo v tem nacionalnem programu, in seveda oprli smo se tudi na priporočila OECD-ja iz druge faze strategije spretnosti. Kot veste, tam smo obravnavali predvsem področje upravljanja izobraževanja odraslih in pregled tega, kaj imamo, v čem smo šibki in kaj bi bilo potrebno še postoriti. Dobili smo zelo jasen pregled, kateri koraki in kakšna struktura naj bo v nadaljevanju na področju upravljanja. Strokovnjaki področja oziroma strokovnjaki iz OECD-ja pravijo, da je upravljanje tisto, ki na nek način vpliva tudi seveda na učinkovitost, tako kot imate zapisano na vrhu. Z učinkovitostjo pa se bomo potem nekoliko več spogledovali v zadnjem delu mojega prispevka. Napredek te resolucije zelo na grobo, pa vendarle krovno na nek način pričakujemo nacionalno skupino, ki bo bolj sistematično spremljala izvajanje tega nacionalnega programa in seveda v nadaljevanju v tem razvojnem obdobju načrtujemo tudi pripravo ustrezne metodologije spremljanja in potem seveda tudi merjenja učinkov, ne le finančnih, ampak tudi drugih. Potem v tem obdobju smo organizirali različne strokovne posvete, dogodke, tako s socialnimi partnerji in deležniki, o tem je govorila že nekaj Katja. Se naj pa na tem mestu posebej zahvalim seveda vsem tistim, ki ste sodelovali na različnih posvetih, v različnih dogodkih, s svojimi konstruktivnimi predlogi, poudarki in seveda osvetlitvijo svojega zornega kota pogleda, kaj naj bi pravzaprav v izobraževanju odraslih v Sloveniji imeli, kaj je tisto, kar je pomembno, da smo seveda osvetlili vse zorne kote. To pomeni z vladne ravni, pomeni to z izvajalske plati, pomeni to z raziskovalskih zornih kotov, tudi drugih razvojnih inštitucij, ki sodelujejo pri področju, različnih drugih akterjev, torej tudi sindikatov, tudi predstavnikov delodajalcev, različnih združenj strokovnih in seveda tudi predstavnikov delavcev. No in v zadnjem delu na nek način nekaj več podatkov, ali pa bom rekla bolj številčna predstava o tem, kaj smo si začrtali in po čem bomo merili naše učinke. Vsekakor ne povem, da vsi ti kazalniki seveda so plod našega nacionalnega razmisleka,
so pa povezani nekateri, predvsem krovni, tudi z evropskimi cilji. Katja je omenila Evropski steber socialnih pravic. V letošnjem letu pa je bil sprejet tudi akcijski načrt za uresničevanje Evropskega stebra socialnih pravic, ki seveda zelo poudarja izobraževanje kot področje za boljšo aktivnost v sferi dela in tudi zmanjševanje revščine in izključenosti. Takole je z našim upravljanjem. Vedno je povezano z lastništvom in seveda, ko smo na sferi javnega, ima to upravljanje seveda mnogo lastnikov. Imamo zapleteno strukturo izobraževanja odraslih v Sloveniji, kar se upravljanja tiče. Kot vemo, nanje vpliva vse mogoče, različni akterji, različni interesi, interesne skupine, volja, izkušnje, potrebe, pa izzivi, teh ni malo, od megatrendov pa vse do tistih mikrostruktur, ki jih poznamo. V to so vpletene javne finance, sistemski pristopi države, ki jih je pravzaprav najbrž po 20 let ali pa 25 let postavljanja prvih zakonov potrebno potem v nadaljevanju urejati. Nekaj vmes smo že uredili, ampak čaka nas še kar nekaj izzivov na to temo. S tem prihajajo seveda, tako kot črta orise življenja demokratična družba, prihajajo pravice, ampak s pravicami prihajajo tudi odgovornosti. Partnerstvo in sodelovanje je ključ, da reči urejamo, in ob tem obstaja veliko izzivov. Všeč mi je bil nekoč rek gospoda Damjana, ki je rekel: sodelovanje ni enostavno, sodelovanje je trdo delo. Seveda, tukaj je potrebno veliko kompromisov, veliko usklajevanja stališč, pogledati tudi vse tisto, kar nam ni všeč, in seveda iskati konstruktivne rešitve za to, da lahko gremo naprej in da izboljšujemo stanje. Ob tem seveda naj povem, da smo se kar veliko ukvarjali tudi s tem, kako naj bi nastavili strukturo. Verjamem, da še nismo popolni, ampak vendarle desetletje je pred nami in vanj smo vnesli tudi kar nekaj razvojnih poti. Ena od teh je tudi izboljševanje upravljanja. Tole samo za občutek, kaj in kako naj izgleda shema upravljanja, kdo so akterji, kakšne vezi imajo med seboj in kako pravzaprav potekajo odgovornosti. Shema ni naša, ampak vendarle si jaz obetam, da nekoč jo bomo imeli za izobraževanje odraslih jasno oblikovano, jasneje kot je danes, in verjamem, da bo to v naslednjem desetletju ena od poti, ko bomo sodelovali bolje in dosegali tudi boljše rezultate, vsaj po učinkovitosti. Zdaj pa samo še en kratek pravzaprav sprehod čez 8 priporočil. Te ste že videli, ampak vendarle mogoče za osvežitev spomina ni narobe. Dobili smo 3 stebre, eden od teh je povezan s krepitvijo splošnih pogojev za sodelovanje in seveda tukaj znotraj priprava celovitega nacionalnega programa izobraževanja odraslih. Potem seveda drugi steber je povezan s sodelovanjem različnih akterjev, kako naj ti seveda med seboj delujejo. Praktičen primer, mogoče najbolj slovenski, je partnerstvo v lokalnem okolju na področju svetovalne dejavnosti, ki je pravzaprav praksa, s katero se hvalimo vse naokrog in mislim, da neutemeljeno. Obstajajo pa seveda še druge poti in druge ravni povezovanja in sodelovanja. Tretji steber seveda naj bi krepil sodelovanje za obravnavo specifičnih izzivov. Eden od teh v vzgoji in izobraževanju in med izzivi, ki jih imamo, je kar konkretno finančna pismenost, kjer v tem trenutku potekajo razgovori in seveda poti in črtanje aktivnosti za krepitev finančne pismenosti v Sloveniji. Tako za
mladino, kot seveda tudi za odrasle. Tole sem vam že povedala, tako da mogoče bi šli kar naprej. Tole, kar smo obljubili, se mi zdi pomembno, da veste, kaj vse smo počeli, zato da smo prišli do današnjega predloga resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih. V prvi vrsti je dobil Andragoški center navodila in vodila ministrstva za pripravo strokovnih izhodišč oziroma letno nalogo v letnem delovnem načrtu. Iz tega so izhajale podlage in seveda načrti, kakšne aktivnosti izpeljati dalje. Tako smo na 23. Andragoškem kolokviju, ki je seveda osrednje strokovno srečanje, ki poteka sicer v Sloveniji v okviru TVU, bil je pa takrat tudi dogodek, ki je okrepil dogodke Evropskega programa za izobraževanje odraslih. Pridobili smo veliko strokovnih podlag oziroma izhodišč, analiz, tudi razprav, tako da smo svoje delo nadaljevali. Spomnite se našega zadnjega letnega posveta v Portorožu leta 2019, ko smo se še družili v živo. Takrat smo tudi v 3 delovnih skupinah razpravljali o posameznih smereh, kako naj bo začrtano izobraževanje odraslih v prihodnje v Sloveniji. Predstavili smo te strokovne podlage tudi na različnih dogodkih v organizaciji deležnikov. Eden od teh, ki je ključen in pomemben, je Ekonomsko-socialni svet Republike Slovenije. Na 320. seji je ta sprejel sklep, da želi, da ministrstvo poroča vsake pol leta oziroma v kakšnem daljšem obdobju o napredku, kaj se je na tem področju zgodilo. Tam smo predstavili seveda tudi podatke raziskave PIAC in vse druge pomembne podatke, ki se dotikajo izobraževanja odraslih in ga na nek način, bom rekla, vrednotijo, zato da odločevalci razmišljajo, kako usmerjati politiko naprej. Udeležili smo se tudi okrogle mize z naslovom Potrebe družbe in gospodarstva po znanju o vseživljenjskem učenju, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije. Seveda na osnovi vseh teh razmislekov so nastale strokovne podlage, ki jih je pripravil Andragoški center in v zadnjem dokumentu oddal v letošnjem februarju. Nadaljevali smo potem seveda v letu 2020 s posveti s socialnimi partnerji in deležniki. To pomeni, da smo imeli 2 posveta z ministrstvi, ki so tako rekoč sodelujoča ministrstva v tem nacionalnem programu, tako z vsebino kot z ukrepi in seveda tudi z denarjem. Organizirali smo tudi posvet z deležniki, da jih ne naštevam še enkrat in ponovno. Potem seveda osnutek tega dokumenta je obravnaval Strokovni svet Republike Slovenije letos kar 2-krat. Najprej v tistem osnutku na osnovi strokovnih podlag, potem pa seveda še kot predlog tega zadnjega dokumenta, ki je šel potem v medresorsko obravnavo, vmes pa seveda po zakonu o demokratični družbi tudi javna razprava v poletju 2021. No, mogoče še nekaj številk. Sodelovalo je več kot 100 deležnikov oziroma njihovih predstavnikov, tako od državne do lokalne ravni. Z lokalne ravni bi si želeli več, ampak vendarle si nekako skromno obetamo, da nam prihodnost kaže boljše obete. Verjamem si trditi, da v ožjem krogu je sodelovalo več kot 30 strokovnjakov, pa seveda na samem ministrstvu, takole na grobo vam povem, da ne štejem ur strokovnjakov in vseh ostalih, ki ste sodelovali, ker ena taka velika bera, ali pa bom rekla velika številka opravljenih ur, usklajevanj, popravkov, dopolnitev in seveda
če dovolite, tudi še kakšnih modrostih, ki smo jih prej izpustili. Zdaj pa mogoče še samo za občutek, kako smo šli naprej, tole sem vam obljubila. In sicer od prve resolucije leta 2005-2010, kjer smo imeli 3 prednostna področja in kot steber, ki podpira vsa ta področja dejavnosti potrebne za izvajanje izobraževanja odraslih. Takrat je bil seveda naš delež vključenih vseživljenjsko učenje, po katerem naj bi merili naš uspeh v nadaljevanju leto 2002, kjer smo imeli 8,8% udeležbo in potem cilj je bil naravnan na 12,4%, da ga dosežemo v letu 10, se opravičujem. Potem, če pogledamo drugo resolucijo, smo kar sledili prednostnim področjem iz prve, z nekoliko drugačnimi nazivi, namreč življenje prinese tudi različne oblike razumevanja dikcij in podobno, pa tudi mogoče zaradi sodelovanja in večje jasnosti z drugimi deležniki pomeni včasih nekoliko boljše uporabljene dikcije za lažje razumevanje. No in tu seveda smo imeli v letu 2012 14,5% udeležbo, povprečje EU je bilo precej nižje, Slovenija je bila torej precej višje. Udeležbo smo si pa seveda takrat želeli, da gremo do leta 2020 na 19%. Žal se nam ta pravljica ni izšla in če pogledate podatke, ki so izhodišče za to resolucijo, niso prav obetavni in zato nas čaka precej garaškega dela. Zdaj, če pogledate podatke, smo celo po udeležbi, ne glede na to, da se je metodologija vmes nekoliko spremenila, to moram poudariti, ampak vendarle po udeležbi, če primerjamo leto 2002 in 2020, samo 2 dvojka in 0 sta zamenjani, pa smo že padli globoko pod povprečje udeležbe. Zdaj pa mogoče samo še prednostna področja, ki smo jih po tej resoluciji nekoliko dopolnili. Razvoj prinese svoje in tudi razumevanje področij prinese svoje. In sicer presodili smo tudi zaradi same interpretacije prednostnih področij, da je pomembno, da tudi dejavnosti uvrstimo od eno prednostnih področij, pa vendarle vanje so bile vtopljene raziskave in razvoj, za katere se nam je zdelo pomembno, da jih izpostavimo in zato v novi resoluciji tako imenovanih 5 prednostnih področij. Udeležba prebivalstva in naši cilji, s temi kraticami se bom mogoče še malo kasneje igrala, ampak vendarle, veste, da merimo vključenost v vseživljenjsko učenje po 2 kazalnikih primerljivosti z Eurostatom, in sicer eden je po udeležbi odraslih, eden je po raziskavi udeležbe odraslih po, se opravičujem, Labour Force Survey. Ne gre mi prevod slovenski, ampak vendarle slovenski prevod danes je aktivno in neaktivno prebivalstvo in tam, kjer imate zapisano 4T, pomeni v 4 tednih. Z letošnjim letom Evropska komisija in seveda Evropska raven dodaja še razširjeno metodologijo te iste raziskave, to je pa 3. kazalnik, kar pomeni 12-mesečno merjenje udeležbe v vseživljenjskem učenju. Tisto, kar pa vidite po 2. kazalniku, to se pravi anketa o izobraževanju odraslih, to pa zdaj seveda merjenje prestavljeno iz 3 do 5 let na 6-letno merjenje in Slovenija se je po tem kazalniku relativno dobro izkazala, tako da seveda cilj postavljen za naslednje obdobje višje. Raziskava ima pa precej razširjeno metodologijo od tiste druge, o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu, se meri tudi različne informalne oblike
in podobno. Skratka, nekoliko bolj poglobljeno merjenje, kaj pravzaprav udeleženci izobraževanja odraslih počnejo s svojim učenjem. Toliko za sprehod in primerljivost tehle številk. Naj jih pokažem še nekaj. Prva resolucija je vključevala 2 ministrstvi, neka druga sredstva še iz Evropske unije, ki so bila takrat dosegljiva, nekaj malega drugih ministrstev, pa tudi nekaj malega sredstev občin, ampak to zelo malo. Potem naslednja resolucija je vključila pravzaprav na začetku manj ministrstev, 6, potem se je pa ta številka razširila in seveda sodelovanje v tej zadnji pripravi, kot vidite, široka bera ministrstev in seveda tisto, kar je bilo na Ministrstvu za notranje zadeve in je povezano z integracijo priseljencev, se zdaj pravzaprav ti ukrepi selijo na Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo priseljencev. Vsa ministrstva, ki so s kraticami opisana spodaj, v zadnji liniji pred skupnim seštevkom napovedanih sredstev je pa SVRK, Služba Vlade za razvoj in kohezijsko politiko, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo. Tudi sodelujoča, vendar ne sredstvi. Takole spodaj v zadnji vrstici pa seveda primerljivost sredstev, kako so nam naraščala. Iz leta 2010 vam moram reči, da sem preračunala tolarsko vrednost in celo imamo pretvornik na spletu, za tiste, ki vas mogoče zanima. Tole je samo en kratek pregled, kako države skrbijo za formalno izobraževanje. Namreč, če bi se spuščala še vse druge kazalnike BDP-ja za celotno izobraževanje, potem je kar težava z interpretacijo, ampak tole se mi je zdelo še najbolj primerljivo. Slovenija je v letu 1999 5,9% svojega bruto nacionalnega proizvoda namenjala izobraževanju, v letu 2019 pa 4,9%. Za primerljive države, seveda na Global Economy za leto 2017, lahko vidite s tistimi, s katerimi se radi spogledujemo, to je Danska, je ravno tako, ampak samo za 3 odstotne točke znižala v vseh teh letih. Belgija, precej podobno kot mi, ravno tako nekoliko več tudi Avstrija. No, tisto na sredi, kar pa vidite, so pa pravzaprav, je pa prikaz, grafičen prikaz našega zmanjševanja sredstev bruto nacionalnega prihodka. Prvi je iz leta 2010 do leta 2017 padanje in ta drugi, kjer vidite črte, je od leta 1991 do 2017. Takole nam niha tale BDP za formalno izobraževanje. Samo za globalno sliko in predstavo, kje smo. Tole pa seveda se mi je zdelo zanimivo, da vam pokažem, da imate nekoliko globljo sliko, kako smo pravzaprav rasli v sredstvih ali pa padali v sredstvih izobraževanja odraslih. Če pogledate prvo vrstico Ministrstva za izobraževanje, na nek način se trudimo, vendar ne moramo biti s stanjem zadovoljni. Zadnje leto 2022 je po trenutno sprejetem proračunu, ki seveda pričakuje rebalans in kot veste, še upajmo precej zajetno dozo evropskih sredstev iz različnih mehanizmov. Predvsem zaskrbljujoče je verjetno druga vrstica Ministrstva za delo, namreč tukaj se nam pa kar na nek način zmanjšujejo sredstva, vendarle upajmo, da tudi ta doza evropskih sredstev na poti, tudi za to področje, tako da ga bomo okrepili. Številčno, če pogledate iz leta 2010, 54 milijonov, pa do leta 2021, ki je mogoče malo bolj primerljivo, na 78, pa ne tako zelo samo na račun drugih ministrstev, ki so se priključila nacionalnemu programu, ampak vendarle še teh osnovnih ministrstev, ki na nek način
že od samega začetka najbolj skrbita za tovrstno področje. Takole, Katja mi je zapustila še doto, za koga pravzaprav to vse počnemo. Opredelili smo ciljne skupine, ki so na nek način prednostne, vendarle vizija ostaja, da si želimo, da bi imeli enake možnosti in spodbude za kakovostno učenje vsi in da bi imeli dobre pogoje za svoj celostni razvoj in pa seveda za sonaravno bivanje, to, kar smo danes že večkrat slišali in bo verjetno, da kar močen steber našega prihodnjega delovanja. Tole smo preleteli že prej, pa vendarle 3 krovni kazalniki, ki so pomembni, da jim sledimo v prihodnje in so poravnani tudi z evropskimi cilji. Ambiciozni, pa vendarle nas je v tem trenutku tudi Evropa na nek način potisnila naprej, zato da smo si upali to zapisati. Tole je samo občutek, kako smo črtali ukrepe. Tole imate samo prvo prednostno področje, pa vendarle dobrodošla tudi današnjo jutranje predstavitve. Hvala, doktor Kajfeževi, za tole pobudo. Zdajle v tem trenutku, ker imamo dokument še v medresorski obravnavi, je še priložnost za kakšen pomemben poudarek in energijska pismenost sta se s Katjo strinjali, da si zasluži mesto, da jo dodamo. In tako seveda potem v nadaljevanju sledijo v dokumentu ukrepi po posameznih prednostnih področjih z opisi in seveda s kazalniki. Tole samo na kratko je pravzaprav kolaž in pestrost našega izobraževanja odraslih. Verjamem, da ni vse notri, okrog vidite 12 planetov, danes govorimo veliko o planetu, ki so bolj ali manj povezani. Želimo si, da bi bili bolj in da bi bolje sodelovali med seboj, zato da bi vse tisto, kar je na sredini, uspeli uspešno postoriti. Torej pomemben je sistem, upravljanje, sodelovanje, ki je s tem povezano, financiranje, razvoj in pa seveda spodaj podpora v medgeneracijskem sodelovanju, vrednotenje, odgovornost, trajnost, vseživljenjsko učenje za vse, naj bo to naša filozofija, aktivno državljanstvo, najbrž bo precej digitalno vse skupaj. Takole, tako kot sem rekla, prednostna področja imajo vsako od njih svoje kazalnike. Prezentacija bo dosegljiva na spletu, tako da jih ne bi ponavljala. Je pa seveda pomembno, da jih mogoče poznamo, ker so to tisti merilci, s katerimi bomo merili leta 2030 naš uspeh, ali smo jih dosegli ali jih nismo. Hvala lepa za vašo pozornost. Še enkrat se zahvaljujem za vse. Bom rekla tudi vroče debate po poti, ki smo jih imeli, zato da smo prišli do tega načrta. Verjamem, da mu mogoče še kaj manjka, ampak vendarle sem prepričana, da smo strnili bistvo in tisto najbolj pomembno, kar bo začrtalo našo pot, in da smo skrbno bdeli tudi nad pripombami strokovnjakov, da vendarle je pomembno zapisati včasih tudi kakšno majhno podrobnost, zato da je takrat, ko je kakšen razpis ministrstva na vidiku, da imamo strateško podlago, na katero se lahko opremo in jo zapišemo. Torej, še enkrat hvala vsem, pa srečno na pot izobraževanja odraslih v Sloveniji. In hvala vsem izvajalcem in vsem res iskrena hvala za današnjo jutranjo popotnico vsebine. Ta je še posebej dragocena za nas, ki sedimo na ministrstvu in moramo imeti sistemski pogled. Hvala lepa.